Ali bo grozljiv napad razlog, da bodo vozniki sedeli v nekakšnih akvarijih? Sami tega ne bi radi. Po Ljubljani že vozijo nekateri avtobusi, v katerih so vozniki takole ločeni od potnikov, a to prinaša težave. Predvsem v nočnem času in dežju se blešči zaradi svetlobe, tudi v notranjosti vozila je vedno luč prižgana, tako da ta steklo kar konkretno moti vožnjo. Bolj primerne so tiste kabine, kjer je steklena zaščita samo delna. No, najnovejši avtobusi, ki so že naročeni, naj bi to rešili s pomočjo pomičnega stekla. In se bo lahko voznik sam odločil, ali bo imel odprt ali zaprt, odvisno na situacijo, kakšni bo. A vozniki sami poudarjajo, da so na avtobusu tudi zato, da pomagajo. Spomnimo recimo, kako je konec septembra voznik avtobusa skupaj z junaškim potnikom rešil deklico, ki jo je nadlegoval starejši moški. Tudi zato je dobro, da voznik komunicira s potniki. Tudi vsakodnevne banalnosti, kam gre avtobus in to, in ljudje rabijo to vedeti in voznik mora to informacijo posredovati. No, tudi v neformalnih pogovorih z nekaterimi vozniki mestnih avtobusov je bilo slišati, da navsezadnje nobeno steklo, nobena varnostna pregrada ne more zagotoviti 100% varnosti. Tista najboljša varnost je včasih bila in upajmo, bo kdaj spet kultura med ljudmi. Ko sem še jaz vozil približno 5 let nazaj, se mi to v bistvu skoraj nikoli ni dogodilo. Tudi verbalni napadi ne, toda nekaj se očitno dogaja v družbi. Zadnja leta deloval tudi potem v prometni operativi, tukaj so pa potem vozniki vse pogosteje javljali, da so potniki nestrpni, napadalni. Maribor pred slabimi 3 leti. Moški se je nad avtobus spravil kar s kolom. In povod za to, voznik avtobusa se je drznil pohupati napačno parkiranemu Mercedesu. Predvsem se mi zdi po koroni, po tem času, da se je kar poslabšalo. Fizični napadi so sreči zelo redki. Pred letošnjim napadom na Bavarskem dvoru je bil zadnji grozljiv incident v Ljubljani leta 2019, ko je 49-letni Kranjčan ugrabil avtobus. Vozniku je zagrozil z izvijačem. No, mnogi po napadu na Bavarskem dvoru zdaj najbrž za volan sedejo s težjim srcem. Vozniki so samo ljudje, tudi oni stojijo v gneči vsakodnevno. Njihovo delo je zahtevno, odgovorno in ja, predvsem bi pozivil na neko strpnost. Kajti samo ta lahko res ustvari družbo brez nasilja.